Dobrodošli v novem soočenju SBC-ja Kluba slovenskih podjetnikov. Namen tokratnega soočenja je predvsem, da izvemo, kaj si kandidati za evropska mesta v Evropskem parlamentu mislijo o prihodnosti naše stare celine, no pravzaprav celotnega sveta. Govora bo namreč o podnebnih spremembah, o zelenem prehodu, pa tudi o našem vsakdanjem življenju, kajti dostikrat se nam zdi, da se, ko se pogovarjamo in ko govorimo o zelenem prehodu, to dotika zgolj nekih uradnikov ali pa nekih ideologij. Pravzaprav pa bodimo iskreni, vedno se skrb za okolje začne pri nas samih. Torej, danes nekaj o tem, kar bo vplivalo tudi na naše zanamce. Hvala lepa vsem, ki ste se odločili, da ste prišli. Prav je, da povemo tudi, da Svoboda in Levica v teh soočenjih ne sodelujeta, Piratov pa ne vabimo več, saj niso uspeli zbrati minimalnega števila glasov oziroma podpisov, da bi na teh evropskih volitvah sploh lahko sodelovali. Evo, zdaj pa, ko sem razmišljal, kakšen bo ta začetni stavek, ker govorimo o zelenem prehodu, pa seveda o podnebnih spremembah, a se tukaj vsi strinjamo, ne bom rekel, da je Zemlja okrogla, ampak da se Zemlja segreva. Ali ima tu kdo pomislek? Potem bo lažje, v redu. In druga stvar, ali se vsi strinjamo, da imamo kar naenkrat v Sloveniji dve zeleni stranki, kljub temu pa se zdi, da je podpora iz evropskih zelenih namenjena zgolj enim, in sicer Vesni. Zato, gospod Klemen Grošelj, ne morem mimo vprašanja, ste našli stranko, ki jo je bilo lahko na hitro prevzeti, zato da lahko greste na te evropske volitve, in ne morem se niti znebiti občutka, da greste z napačnim vzgibom. To ni zdaj neka zelena ideologija, ampak bolj morda maščevanje vašim kolegom iz Gibanja Svobode in pa želja, da bi vendarle nadaljevali ta mandat. Ja, lepo pozdravljeni. Torej, ne gre za nikakršno maščevanje, jaz nimam nobenih zamer do nikogar. Mi smo oblikovali skupno liberalno, zeleno in socialno listo, to je tudi razvidno iz naših kandidatov. Jaz mislim, da so kandidati dobri in tudi slovenski javnosti poznani. Kot sem rekel, gre za skupno to listo. Zdaj, tukaj bom zelo odkrito povedal, stranka Zelenih Slovenije je ponudila to platformo. Dogovorili smo se za skupnimi, kako bomo skupaj nastopili, in to je bilo tisto izhodišče, na katerem smo zgradili. Zdaj, karkoli se je že dogajalo, se je dogajalo. Tisto, kar se je zgodilo, na to pač ne moremo vplivati. Tukaj so sprejemali odločitve predvsem drugi. Jaz si tukaj pač jasno že povedal tudi večkrat javno, da si želim, da bi svoje delo nadaljeval. To delo je bilo prepoznano kot dobro, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Zdaj, najbolje to preizkusiti tako, da v tem presodijo volilke in volilci, in to je ta ponudba, ki smo jo sestavili skupaj. In kot vedno na koncu vedno rečem, in tudi to bom vedno sprejel, volilci in volilke oziroma bodo odločili, kako in kaj. In imajo vedno prav, ampak če ste že vzeli to stranko, kot ste rekli, platformo, ki je bila na voljo, ali je to nekako tudi zavajanje potem evropskih zelenih ali pa morda tudi doma volivk in volivcev, glede na to, da v resnici sploh ne vemo, zakaj se vi zavzemate, in konec koncev vas niti vaša evropska politična družina še ne priznava, da bi bili del njih? Poglejte, v preteklosti so že bile stranke, ki so nastopile z liberalno agendo in so na to končale v skupini Zelenih. Mi smo jasno povedali, da se bomo odločili po koncu volitev in po rezultatu, v katero politično skupino bomo šli. Tukaj bo to zelo jasno povedano, jaz nikogar ne zavajam, se pravi, stranka Zelenih je obstajala pred to kandidaturo. Mi smo jasno povedali, kakšna lista je, kaj zagovarjamo. V prihodnjih dneh bo predvsem tudi naš program skupni, te evropske liste, s katero gremo na volitve, in volilke in volilci se bo lahko ustvarili vtis o čem, kaj mi zagovarjamo, katere vrednote in v katero smer gremo. Gospod Klemen Belhar, Vesna pa je tista zelena stranka, ki jo poznamo. Kaj zdaj to pomeni, da imamo kar naenkrat pred volitvami manj kot mesec dni dve zeleni stranki? Vaš nosilec liste je bil kar kritičen do tega. Ja, zagotovo to nekaj pomeni. Ne nazadnje lahko ustvari neko malo zmedo pri kakšnem volivcu, ki bo želel glasovati za zeleno, pa ga politika niti ne zanima in se lahko v eno ali pa drugo smer zmoti tisti dan na volitvah, ko obkroža, ker bo ime nekoliko podobno. Ampak na zeleno to ni zaščitena blagovna znamka. Vsakdo ima pravico kandidirati, zbrati podpise in se prijaviti na Državno volilno komisijo. To so tudi storili in jaz tukaj niti ne bi bil kritičen, zato ker to svobodo moramo podpirati. Zdaj, a bo to neka naša neposredna pa velika konkurenca? Jaz mislim, da niti ne. Mislim, da večina volivcev se zaveda, kaj pomeni
podpora, jasna, neposredna podpora Evropske zelene stranke in verjamem, da večina volivk in volivcev se zaveda, da če glasujejo za Evropsko zeleno stranko, da glasujejo za nas. Ja, dve zeleni stranki sem mislil, da to pomeni, da se končno zavedamo, kako pomembno je stanje v Evropi. Ja, lahko pa dodam to, da mi smo poskušali vendarle že preden so se verjetno pogovarjali z gospodom Grošljem, se pogovarjati z različnimi strankami, ki so zelene, ki skušajo tako delovati, da bi se združili, pa s tem predlogom nekako nismo uspeli. No, če smem še nekaj dodati, ne. Pravzaprav danes ne morete imeti nekolesne političnega programa brez tega zelene agende, ne. Podnebne spremembe so del vsakdana, vedno bolj jih občutimo. Tako da, kot je bilo rečeno, pravzaprav na to nihče nima več ekskluzivitete. Tisto, kar je pa pomembno poudariti, ne, je pa to, da pač demokracija pomeni konkurenco, tekmovanje z idejami, vsebinami in to je tudi naš cilj. Dajmo povedati, kdo kaj zagovarja, kakšne so vsebine in potem naj volilke in volilci presodijo. Mislim, da več konkurence, več izbire, več politične ponudbe ni slabo, ampak je kvečemo dobro. Drži, prav tako več tem, s katerimi se obadamo tukaj v tem studiu. K SDS-u gremo zdaj, sem vesel, da imamo tukaj 4 mlade predstavnice, mlade političarke, kar pomeni, da veste, da govorimo o stvareh, ki bodo še kako vplivali tudi na vas 4. Prebral sem, da se v SDS-u, no pa saj tudi spremljamo enega izmed vaših poslancev, ki pa pravi, da se zemlja pravzaprav ne segreva. On v to ne verjame, govorimo o magistru Branku Grimsu. Tudi vi imate kar nekaj pomislekov na ta račun, če bomo šli v tej smeri tudi v pogovoru, da je treba nekaj narediti, vendarle. Kakšno je torej vaše osebno stališče do zelenega prehoda, do segrevanja ozračja v Evropi in na svetu? Ja, zdaj hvala lepa za povabilo in pa seveda hvala lepa za besedo. Mi smo že večkrat povedali, da seveda podpiramo zeleni prehod, mi smo za okolje. Dejstvo je, da mi se soočamo s podnebnimi spremembami, vse večjimi ujmami, to smo lahko videli lansko leto avgusta in to je problem, ki ga moramo naslavljati, ampak z razumom. Ne. Kaj pa to pomeni z razumom? Z razumom je to pomeni, da se moramo najprej vprašati, kako bomo mi, ali imamo na voljo vso potrebno infrastrukturo, da lahko se pogovarjamo o nekih podnebnih ciljih in šele potem gremo sprejemati neke ukrepe. Ker to, kar se pa zdaj dogaja v Evropi, se v bistvu, sprejel se je sveženj ukrepov Fit for 55, kjer so se v bistvu dolgo časa cenkali, ali bi dali 50% ali 60%, na koncu smo dali 55%, ni se pa dejansko izdelali nobene strategije, kako bomo mi do tja prišli. Mi bomo zdaj od leta 2035 naprej ne bomo več proizvajali avtov na notranje izgorevanje. Ampak problem pa je, da mi imamo Nemčijo, ki ima zdaj samo 20% električnih polnilnic, mi v Sloveniji jih imamo pa 2%. In kako bomo zdaj mi v dobrih 10 letih prišli na 100% električnih polnilnic, ne? To se je treba vprašati. V bistvu smo šli v ta zeleni prehod zelo brezglavo, ne? In v bistvu smo začeli to naslavljati tako, da obremenjujemo prebivalstvo in pa tudi okolje. Ker dejstvo je, da ja, vsi se pogovarjamo o solarnih panelih, pa o sončni energiji in tako naprej. Ampak solarna energija zaenkrat ni še na tej točki, da bi se tako masovno uporabljala, kot pa so naši načrti. Ker solarna energija ima v bistvu nek zelo temen vidik, o katerem se premalo pogovarjamo. No, ampak tudi premoga ima, ne? Če gremo pogledati na desnico, na desni pol naše politične slike tukaj, kdo se najbolj od vas strinja v SLS, v Novi Sloveniji s tem stališčem SDS-a, da smo šli pravzaprav brezglavo v ta zeleni prehod? Jaz lahko potrdim, da smo šli zelo brezglavo v ta zeleni prehod. Predvsem tukaj pozabljamo eno stvar. V Pariškem sporazumu, ki so ga podpisali v bistvu države sveta, govorimo o zmanjšanju izpustov CO2. Ne govorimo o obnovljivih virih energije, ampak o zmanjšanju izpustov. Zakaj je to pomembno? Ker mora biti naš cilj to, da pridobivamo energijo z nizkoogljičnimi viri. Ne pa, ni zdaj to nujno torej samo obnovljivi viri energije, ko govorimo recimo sonce, veter in tako naprej, ampak vse, kar ima zelo, zelo nizke, se pravi izpuste CO2. Tukaj, če gremo mogoče malo bolj podrobno
pogledati, ker je kolegica že začela govoriti o sončni energiji. Problem pri sončni energiji je prvi ta, da sonce podnevi sije, pa tudi to ne vedno, po zimi ga tudi mogoče kakšen dan sploh ni, ali pa takrat, ko je dež. In to pomeni, da takrat ne zagotavlja sonce energije, kar pomeni, da potrebujemo nek nadomestek. Zdaj pa, kje dobimo nadomestek? Če recimo imamo zraven vetrno energijo in imamo srečo, da piha veter, v redu, vzajemo iz vetrnice, ampak kaj pa, če tudi tega ni? Potem pa nastopi težava. Lahko vzamemo recimo hidroenergijo, ki je relativno stabilen vir, ampak spet, kadar imamo suše, je tudi tukaj problem. Potem nam pa ostane od nizkoogljičnih še geotermalna, ki je zelo redka, in pa jasno jedrska energija. Ta je pa seveda zelo stabilen vir, ampak se zdi, kot da bi ga najraje nekateri kar spregledali, zato ker se je šlo zdaj v to masovno množično solarizacijo, tudi v Sloveniji, se zelo stavi na to. Tudi Nemčija je vložila neverjetnih 500 milijard v solarizacijo in vetrne elektrarne. Na koncu pa pridejo do tega, da imajo danes dražjo elektriko kot mi danes in morajo jo uvažati, zato da lahko sploh zagotovijo, se pravi, ustrezno količino energije za prebivalstvo, za njihova podjetja. In še ta problem, zakaj sem začela govoriti o nizkoogljičnih virih energije. Se pravi, ko oni uvažajo energijo od nekod drugod, je ta lahko tudi recimo iz termoelektrarn, ki jih želimo zapirati. Tudi vemo, da so zdaj oni začeli dodatno na novo odpirati že zaprte termoelektrarne, tudi plinske želijo zgraditi. To pa so zelo, zelo močno obremenjujoče tehnologije, če tako rečemo. Se pravi, premog ima mnogo višji ogljični izpust kot se pravi, če prav razumem, vi energija. edino alternativo vidite, ali pa eno od tistih, na katero bi morali več staviti, jedrska elektrarna. Jedrska elektrarna je nizkoogljični vir. Ki pa jo lahko v Sloveniji tako zgradimo kot- do 2040, če bomo res pohiteli in imeli res srečo. Ne? Če smo že Ja, ravno zato pri pa tem, kjer moramo smo, ne. vsi stopiti skupaj in se odločiti, da že enkrat začnemo s tem. V SLS-u, kako pa je pri vas? Ne? Roko na srce, kolegica je omenila, da uvažamo elektriko. Seveda, Slovenci nismo samooskrbni z električno energijo, 48% jo zgolj sami naredimo, potem pa gre TEŠ6 naprimer v remont, enako jedrska elektrarna, pa smo tam. Ne? Naprimer, maj pa je bil, če smo čisto iskreni pri teh stvareh, mesec, ko smo se lahko pohvalili, da smo v Sloveniji vendarle imeli presežek energije iz obnovljivih virov. Ne govorim, da je to zdaj samo sončna ali pa vetrna, ampak vendarle toliko govorimo o jedrski elektrarni, pa je bila na remontu, v TEŠ6 pa raje ne bi še zdaj govoril, pa bom kasneje. Ja, stvar je taka, da ljudje zelo radi gremo 100% v eno stvar, jo razglasimo kot 100% in najboljšo in se zaletimo brezglavo v to in ne pogledamo širše slike, ne. Zelo pomembno je, sploh v Sloveniji, ker je reliefno bogata, ker je tudi bogata klimatsko, da razporedimo energetske vire, ne. Torej, nič ni narobe s solarnimi paneli, tudi ni narobe z vetrnicami, če bi jih znali uničevati ustrezno, seveda. Tudi ni nič narobe z vsemi ostalimi viri energije, če bi jih lahko porazporedili in imamo vedno za vsak slučaj tisto dovoljšno količino energije, da jo imamo, da pokrijemo manko na drugih področjih. Ja, jedrska elektrarna se bo gradila, oziroma dodatni blok se bo gradil do 2040, pa potem še marsikatera druga infrastruktura bo zahtevala daljše obdobje. To še ne pomeni, da nimamo alternativ, kako smo preživeli do sedaj. Ne manjka nam prav veliko, dokler ni prišlo do rusko-ukrajinske vojne, ko je prišlo do energetske krize nenadoma, ne. Tako da mislim, da je Slovenija precej na dobri strani, kar se tiče energetske preskrbljenosti. Se pa bojim, da vodijo energetsko politiko ljudje, ki imajo povsem drugačne interese kot to, da bi želeli preskrbeti Slovenijo in jo narediti energetsko neodvisno.
V SD-ju ste bili poleg ali pa nosilec ali pa kakorkoli rečemo, vi ste pa verjetno premlada za to. Leta 2009, ko je Holding slovenskih elektrarn prižgal zeleno luč za TEŠ6, to je bila takrat velika opevana investicija, ki se je na koncu podražila na 1,2 milijarde ali pa 400 milijonov, koliko stotine milijonov je šlo v korupcijo, raje zdaj ne bomo, pa vendarle takrat sta sodelovali SD, SDS, to je bila velika ideja. Danes pa vidimo, da bomo TEŠ6 zapirali verjetno pred letom 2033, torej v življenjski dobi lahko vsak izračuna po svoje, in da bo do leta 2033 TEŠ6 pridelal 2 milijardi izgube. In moje vprašanje zdaj je, ko govorimo, ja, pa ne bi imeli tega pa drugega, jedrska elektrarna, drugi blok je šele v razmisleku, ne? Kaj je torej alternativa? Ja, meni se zdi mogoče, če se naprej malo navežem, smo šli brez glave, z glavo v celoten zeleni prehod. Važno je, da smo šli. Važno je, da smo se tudi poenotili na to, da podnebne spremembe obstajajo, da planet se ogreva in moramo se zavedati, da smo trenutno v obdobju, ko smo presegli to magično številko 1,5 stopinje. In trenutno, kar delamo, je, da pušamo to številko do 2 stopinj in tako naprej, samo z nekim namenom, da bomo vzdrževali nek status quo, neke družbene norme in ekonomski položaj. In mislim, da tukaj v katero stvar iti, se skozi zatikamo v nekih ponavljajoči se rešitvah, ki nas očitno so dobronamerne, ampak nas očitno ne pripeljejo več nikamor. Tukaj ne gre samo za tehnološko krizo, ne gre samo za najdenje novih načinov, novih tehnoloških virov, kako bomo to naslavljali. Hkrati po drugi strani tudi ne gre več za ozaveščanje populacije in ljudi o podnebnih spremembah. Mislim, da rabimo en temeljit premislek o celotnih diskurzu in zelenih predpostavkah, rabimo nek temeljit premislek tudi o dinamiki naše proizvodnje in konzumpcije in od tam naprej nadaljevati pri iskanju rešitev. Zeleni prehod mora na nivoju posameznika mora biti prvo kot prvo socialen in pravičen. Ne sme biti nekaj, kar si lahko privoščijo samo bogatejši ali subvencijami ali katerikoli drugi način. Hkrati pa se moramo tudi počasi na evropskem nivoju zavedati, da če želimo zeleni prehod izvesti, moramo pač začeti bolj resno obravnavati in sankcionirati tudi transnacionalne korporacije, ki trenutno kljub temu, da že imamo tehnologije, da bi lahko tudi večina izmed teh korporacij prešla na zeleni prehod, še zmeraj nekako vztrajamo pri starih praksah. Gospod Stevanovič, dejstvo je, da se Evropa segreva najhitreje od vseh celin. Številke so res alarmantne. Naprimer, zasledil sem 16 milijonov na uro nastanejo podnebne spremembe. Tukaj govorimo o vseh stvarih, ki so posledica poplave, požari, tudi smrti. In največji onesnaževalec je pridobivanje električne energije. Vi pa tudi pravite, da preveč hitimo v ta zeleni prehod in da je to tudi brezglavo. Lepo večer, ne samo, da preveč hitimo. Mi imamo največji problem v tem, kar smo slišali do zdaj, v tej korektnosti, po tem zavedanju problema, ampak v danosti, v usodo, da se pravzaprav nič ne da spremeniti, zato ker to pač tako je. Zakaj? Ker se ljudje bojijo etiket in to zaradi tega, ker ste tudi vi začeli na ta način oddajo, da ali verjamemo v okroglo zemljo in ali se planet zares segreva. Jasna je bila konotacija teh vprašanj, ampak še vseeno so zelo pomembna. Ne, gospod Trebušak, zemlja ni okrogla. Veste zakaj ne? Ker si je nekdo upal dvomiti v to in so naknadno znanstveniki pogruntali, da je geoid. Drži. Tudi to si je nekdo upal. Ampak želel sem reči, da ni pa ravna, no, da smo zdaj, ampak gremo ja, zdaj. Vemo, kaj ste želeli reči, ampak to je izrednega no. pomena, da to razčistimo. Nekdo je naknadno ugotovil, da je elipsoid, ker je nekdo upal dvomiti v znanost. Mi danes ne verjamemo več, da je Zemlja ravna. In to je izrednega pomena. Druga stvar, ali se segreva, ampak ne zaradi človeškega dejavnika. In to je najbolj pomembno. In zato jaz trdim s polno odgovornostjo, da podnebna politika je zlagana, da je ena največjih prevar v zgodovini človeštva, da temelji na zastraševanju ljudi z ogrevanjem planeta z človekovimi izpusti ogljikovega dioksida, kar je znanstveno neutemeljeno, neosnovano in v bistvu samo draži življenje. Če dovolite, moram povedati, zato da prideva do vašega vprašanja. Sej to, samo preden bova prišla do tega vprašanja, moramo povedati, znanstveni konsens je dosežen in sicer, da izpusti CO2 vplivajo. Ne drži.
Ne drži, nimate Dobro, prav, ali pa beremo razumem. različno znanstveno literaturo. Znanost trdi, Ko da govoriva o konsenzu, pomeni, da je to 99,9% Ne drži, znanstvenikov. nimate prav. Dobro, zanima me, kaj bi pa torej vi spremenili, da se Ampak izognemo. moramo do tega priti, da bodo ljudje razumeli kontekst. Znanost in pa znanstveniki trdijo, da je v atmosferi 4 delce ogljikovega dioksida na 10.000 delcev, razumete, 0,04. 5% od tega jih ustvari človeštvo in to je tako zanemarljivo, da mi niti ne moremo izvedeti, koliko ta zelena agenda spremeni ta rezultat, samo sekundo prosim, da koliko ta agenda spremeni rezultat, ker je nemerljiv, ker je premajhen. Merljivo je edino praznjenje žepov državljanov, uničevanje okolja in pa predvsem z vetrnicami. Se pravi, za nas je obdavčevanje povezano z ogljikovim dioksidom izključno legalizirano kraja denarja, obenem je pa zelena agenda samo totalitarna agenda, ki jemlje človekove pravice, svobodo, ki uničuje okolje in sili državljanje v nepravičene investicije. Zdaj vam bom pa še na primeru povedal to, o čemer vi govorite. Pazite, Nemčija, recimo, ima izredno podobno politiko oziroma naši zeleni prevzemajo njihovo retoriko, kar se tiče energetske politike. In tam so zeleni dobili z neko propagando oblast in močno diktirajo tudi politiko v Bruslju. Oni so ukinili 17 lastnih nukleark in naredili 30.000 vetrnic. Ena vetrnica degradira toliko okolja kot ena jedrska elektrarna. To upam, da razumete. Ne pokrivajo svojih potreb več, energetsko so se spravili v odvisnost, v primerjavi s Francijo pa na kilovatno uro proizvedene energije Predvsem zaradi vojne v Ukrajini in potem tudi ruskega plina. Samo sekunda, potrošijo 10-krat več oziroma izpustijo 10-krat več izpustov na 1 kilovatno uro, kot ima to Francija. Se pravi, oni so šli v degradacijo okolja, v energetsko odvisnost, obenem ni popolnoma nobene koristi od tega njihovega zelenega prehoda. Se pravi, je podobno kot pri naših zelenih, edini motiv lahko samo denar posameznikov. To je popolnoma vse. In ja, zdaj ste me spomnili na odlično idejo. A je kdo od naših evroposlancev vstal v parlamentu in nasprotoval pomembnim zadevam? Rekel, hej, to nima veze z zdravo kmečko pametjo. Dajte mi povedati, zakaj to. Izpusti, vojaški izpusti v Ukrajini so zelo pomembni. Gorenje vrelcev nafte na Bližnjem vzhodu zaradi vojne Že tudi. počakajte zdaj. Gospod Grošelj, vi ste europoslanec. Kaj je Evropska unija naredila narobe, da nam več kot očitno zelenega prehoda ni znala predstaviti? Tako vas bom vprašal. Ker dejstva so tukaj, ne vem, prebral sem, da so zavarovalnice samo zaradi podnebnih ekstremov v določenih letih do poplav v Sloveniji izplačale 850 milijonov evrov. Govorimo o Sloveniji. Da ne govoriva zdaj, da je bilo več kot 70.000 mrtvih poleti zaradi vročinskih valov v Evropi. To je za 2 mesti v Sloveniji, da smo si na jasnem. In zdi se, da Evropska unija pa pri milijardi ali pa pri milijardah ni znala predstaviti, kaj se pravzaprav gremo. Poglejte, zeleni prehod je sestavljen iz v bistvu 2 delov. In prvi del je tehnološko-razvojni, vezan na preboj, kjer pomeni, da mi moramo razviti nove tehnologije. Se pravi, nove tehnologije, ki bodo manj obremenjevale okolje. Prvi del je seveda poskus omejevanja dviga te temperature za 1,5 stopinj, tako kot v Pariškem sporazumu. Zdaj, tisto, kar je mogoče bilo narobe narejeno strani, bom rekel, komisije, je, da smo se mi premalo posvetili pojasnjevanju, kakšne priložnosti prinaša zeleni prehod, da to ne pomeni samo bremena, prepovedi in obremenitve, ampak da pomeni tudi nove priložnosti, zmanjševanje stroškov, ne samo, bom rekel, stroškov za okolje, ampak tudi za vsakega posameznika. Dobro izolirana zgradba ne pomeni, ne glede na to, ali se grejete z fosilnim gorivom ali z alternativnimi gorivi, pomeni manjši strošek, ne glede na to. Dobro izolirana zgradba, z dobro izolacijo, z dobrimi okni in tako naprej, tisto, kar dela recimo v Sloveniji Ekosklad, je primer take dobre prakse. Pri tem pa je tudi jasno povedati, kakšne so vse posledice podnebnih sprememb, potem se premalo govori, ni samo to, kar se našteva, da bo treba recimo manipulacije z drvi, ki smo jim bili priča, potem z zemeljskim plinom, problem Nemčije ni samo to,
da je šla v ta Energiewende, tukaj noter teh 500 milijardah so tudi plinske elektrarne, ki zdaj pač niso bile v funkciji oziroma so kurile zelo drag uvožen plin, prej bil pač ruski, ki ga je imela Nemčija po posebnimi pogodbami, relativno poceni, medtem ko Slovenija tega nikoli ni imela take cene. Ampak vpliv na okolje je očiten. Poglejte, če se sprehodite po slovenskih gozdovih, boste ugotovili recimo, da se nam smreka, ki je najpomembnejših virov, bom rekel, lesa za slovenski prostor, umika, izginja iz nižjih predelov gozdov, tudi recimo problem v tem imamo v Pokljuki in to je treba ljudem enostavno predstaviti. In pa predvsem to, da to pomeni tudi priložnost, se pravi priložnost za nove poslovne modele, ki se razvijajo in ki se bojo razvili. To pomeni, da recimo, če bomo zmanjšali uporabo motornih vozil, pomeni manjšo onesnaženost za delci PM, ki so recimo v Sloveniji, tudi sploh v teh zaprtih kotlinah in dolinah, ki so značilne za Slovenijo, velik problem. To pomeni, da bomo imeli boljši in čistejši zrak. In pa enostavno, če nič ne naredimo, in to je treba zelo dobro in jasno povedati, če nič ne naredimo, bojo stroški ravno tako visoki. Oziroma, zelo jasno že, da bodo te stroški še bistveno večji. Recimo primer lanskoletnih poplav, da je to približno, mislim, da je več kot 12% BDP-ja Slovenije, teh 10 milijard. Če gledamo od zraven, še recimo eno leto prej smo imeli katastrofalno sušo in požare v Sloveniji na Krasu. Požari so že postali redna zadeva recimo v Grčiji, na Iberijskem polotoku. Imamo vprašanja že vodooskrbe, recimo Katalonija je bila letošnjo pomlad praktično že na redukciji pitne vode. To so vse dejstva in tega ne moremo spremeniti. In tukaj moramo narediti. In ljudje morajo razumeti, da zeleni prehod pomeni, da gremo v poskus zagotavljanja vseh teh tudi bazičnih potreb, ki se začnejo v končni fazi za pitno vodo. Brezogljična družba do 2050 je rekla Evropska unija. Mi smo danes leta 2024, pa se pogovarjamo, kaj bi sploh imeli, pa da ni ravno tako in potem pa poslušamo različna stališča, kar je seveda razumljivo in pravilno, ampak vendarle, a je to sploh realno? Če se tako odločimo, je realno. Tukaj ne gre za neke kompleksne probleme in niti ne gre za tehnološke probleme. Gre za človeške odločitve. Ampak kdo se bo tako odločil, glede na to, da vemo, kakšna je sestava Evropskega parlamenta, da vemo, da v resnici zeleni v Evropskem parlamentu zavzemajo zelo majhen delež. Se strinjam, mene zelo skrbi, ko poslušam zlasti kolegice iz desne, to usklajenost na evropski ravni. In skrbi me, da bo zmago EPP-ja, da bomo prišli do tega, da bo zeleni prehod potisnen nazaj. Zato, ker vem, da je to početje popolnoma neodgovorno. Tukaj ne gre tudi za zmernost, ki ga omenjate, ampak mi moramo šele do te zmernosti priti. To, kar počnemo zdaj, je komaj kaj. To ni zmernost, to ni neracionalnost in ni ne brezglavost. Ali če drugače rečem, je brezglavost v enem smislu. To, da obdržimo življenje približno tako, kot je in ga naredimo celo boljše za posameznike, da naredimo to pravično, da bo srednji razred, nižji razred živel tako dobro ali boljše kot danes, moramo storiti zeleni prehod. To je najcenejša možnost, najbolj odgovorna možnost in stvar, ki večini ljudi prinese največ. Najmanj pa prinese bogatim. In mene skrbi, da bo večina ljudi v Evropi stopila na stran bogatih, ki bodo vedno klimatizirani, ki bodo vedno na varnem, vedno poplavljeni in vedno bodo imeli sredstva, da bodo dobro živeli. Zeleni prehod ni neka velika kataklizma, kjer bo zemlja propadla naenkrat. Mi že zdaj štejemo smrti zaradi globalnega segrevanja v 100 tisočih. Ljudje te posledice čutijo in trpijo. V Evropi jih gledamo v obliki beguncev. In vi želite glasovati za več beguncev, za revnejše življenje prebivalcev sveta, za revnejše življenje nas v Evropi, ampak za še bogatejše življenje tistih, ki so bogati. To je, v tem se pogovarjamo. No, samo eno sekund, če smem, samo še to pripombo, ker to pa treba biti. Zeleni dogovor ni samo zadeva zelenih. To pa vem. To je predlagala komisija, ki jo vodi von der Leyenova. Torej, ne govori, da je zdaj to omejeno samo na zelene,
Se pravi, je bila jasna koalicija, ki je to glasovala. A zdi se zdaj, da ta koalicija ni več tako prepričana v ta zeleni prehod? Ne, zdaj imamo politični oportunizem v času pred volitvami, ampak to ne spremeni. A veste, podnebne spremembe se dogajajo in še nekaj. Ne? Ni to samo Evropa, ki to dela. Ne? Se veste, ni problem zdaj izvoz avtomobilov na Kitajsko, zato ker bi bil zelen prehod problem. Problem je v tem, da so Kitajci naredili tehnološki na tem področju pri električnih vozilih ogromen napredek in mi zdaj sledimo njim. Mi to pozabljamo. Ne gre samo za to dimenzijo, da bo zdaj nekdo nekaj vsiljuje. To se nam dogaja, tam se je zadeva spremenila. Če vi danes želite izvažati avtomobile na Kitajsko, pač mora biti električni, ker so pač te zadeve tam že tako postavljene. Gospod Stevanovič, a vi verjamete, da če se ne bomo šli inovacij, če ne bomo vlagali v sončne energije, v vetrne, v nuklearke, v hidroelektrarne, da bomo imeli cenejšo elektriko? Ne, zdaj ste vse pomešali. To gre za popolnoma drugačne vire energije. In tole je gospod dobro povedal zdajle. Pravzaprav so res vsi isti. Redka je tista alternativa, ki nasprotuje tej norosti. Mi želimo samo to povedati, da je planet, da ima dolgo zgodovino preživetja in da je vsakemu povprečno izobraženemu človeku popolnoma jasno, da se Zemlja segreva zaradi ciklusov Sonca. Tako je bilo že neštetokrat v preteklosti in še velikrat bo. Človek nima na to posebnega vpliva. Ne bom se z vami prepiral, ampak bom pa Se vedno ne rabite, dodal. ampak dajte me saj enkrat poslušati, ker ste vse ostale, pa dajte še Ne, mene. ampak ne govoriva zdaj o teh znanstvenih raziskavah, ker je konsens znanstvenikov vendarle jasen. Gospod Šak, vedno resnica, dajte mi pustiti povedati, lepo vas. Ne, ker vas bom vprašal nekaj drugega. Kako se torej vi predstavljate, da bomo imeli dovolj elektrike, če pa ne bomo iskali novih alternativ? S čim in da bo cena primer? Alternativami. Na primeru Nemčije sem vam ravno prej razložil, da imamo manj energije. Mi imamo dober način jedrskega pridobivanja energije, ki ga je treba absolutno podpreti. Ampak v Sloveniji tega nimamo dovolj, če uvažamo več kot polovico električne Seveda energije. ne, zato ker nas niso poslušali leta 2018, ko smo še predlagali znanstvene raziskave in pa podpirali tori kot res dober element za pridobivanje električne energije. Kitajci so nas pač spet prehiteli, zato ker zaostajamo vedno v znanosti za njimi, ampak tudi zaradi tega, ker prehajamo na take vire energije, ki nam ne nudijo samooskrbe in ki na koncu pomenijo samo to, da posamezniki dobijo neke subvencije. V tem je problem. In gledajte, mi uničujemo lastno gospodarstvo, zatiramo ga s tem, da ga, ali pa kmetijstvo, da ga omejujemo z raznimi birokratskimi preprekami, z raznimi zelenimi agendami, obdavčujemo zaradi CO2, trdimo, da je treba omejiti živinorejo zaradi tega, ker krave izpuščajo pline, skoraj prepovemo človeku dihati, ker povzroča precej ogljikovega dioksida, obenem pa uvažamo iste storitve in izdelke iz držav tretjega sveta, ker teh omejitev nimajo in so zaradi tega relativno cenejši od naših proizvodov in zaradi tega naše gospodarstvo trpi škodo. Nimamo poslanca, nimamo europoslanca, ki si upa vstati in to povedati, in to je naš največji problem. Gospa Katja Berg-Bevc, v Novi Sloveniji tudi govorite, da je treba najti neke rešitve. Saj bomo šli naprej iz tega izpustov CO2, pa vendarle ne moremo mimo energetike, ker je to največji onesnaževalec. Kaj torej do 2040 v Sloveniji? Pa sem optimističen. Se pravi, trenutno mi zagotavljamo energijo iz recimo 3 malo bolj stabilnih virov, se pravi jedrska energija, potem imamo termoenergijo in pa hidro, ki nam tudi veliko prispeva. Potem imamo pa tudi en delež sončne in vetrne. En del pa jasno moramo uvoziti, ker tega ni dovolj. Res je, možnost je, da se pravi čim prej, ko bo možno, dodamo še še drugi blok jedrske elektrarne. Druge možnosti, ki jih imamo, so pa, veste, da recimo na Muri, še vedno tam nimamo nobene hidroelektrarne, pa bi bilo tudi tam možno izkoristiti še kakšen potencial. Tukaj imamo možnosti, gradijo se sončne elektrarne, vetrne. Tukaj moram še enkrat poudariti, mi nismo proti sončnim vetrnim elektrarnam, samo moramo imeti nek pameten miks, se pravi mešanico, zato da nam ne temelji, se pravi zdaj neko večji delež energije na teh zelo nestabilnih virih. Gotovo so pa dobrodošle kot dopolnitev k naši energetski mešanici.
Zato moramo pa tukaj se seveda zavedati tudi tega, da z elektrifikacijo recimo prometa, ne, zato da znižamo izpuste CO2, bodo naše potrebe po elektriki šle vedno bolj navzgor. Zato lahko recimo kritiziramo tudi odločitev EU, kar se tiče prepovedi prodaje avtomobilov z notranjim izgorevanjem do leta 2035, ker tako hitro ne bomo mogli zagotoviti tako veliko energije, da bi lahko ta bila res čim bolj nizkoogljična. Mislim, da ne bomo morali v Evropi zagotoviti toliko poceni avtomobilov, kot nam jih bojo pripeljali Kitajci. Karin Planinšek, zdaj 2040 je daleč, a ne? To smo si zdaj enotni. Naprimer, vem, da v letu 2022, ko je bila velika suša, so naše hidroelektrarne kot velik vir obnovljivih virov pridelale res malo elektrike. Ne? Je res slabo, če podpiramo še gradnjo kakšne vetrnice in pa sončnih celic? Ne, nikakor to ni slabo. In jaz bi se tukaj tudi še malo dotaknila kolegov, ki so prej govorili. Meni se zdi zavajajoče, da se potem nas desne stranke opredeljuje kot neke populiste, kot neke ljudi, ki smo proti okolju, pa ki smo proti ljudem, pa ki se postavljamo na stran kapitala, kar je daleč od resnice. Ker mi smo vedno zagovarjali zeleni prehod, ampak kot smo že večkrat povedali, s pametjo. Da se postavljamo na stran bogatih je tudi, kot sem že rekla, zavajanje, ker v bistvu ravno zeleni prehod, kot smo se ga lotili sedaj, se postavlja na stran bogatih. A ne? Ker poglejte, mi vsi vplačujemo v skupno blagajno, iz katere bo šlo nekaj za električne avtomobile in pa nekaj za električna kolesa, torej subvencije. Ampak to so vse stvari, ki si jih že danes ne morejo vsi ljudje privoščiti. Torej bojo tudi tisti, ki so najšibkejši, financirali stvari, ki si jih ne morejo privoščiti. Ampak veste, zeleni prehod je, mislim, da tukaj me bo pa kolega vaš, ki je evropski poslanec, morda popravi, ampak do leta 2030 Evropa želi 1 bilijon evrov evropskih in zasebnih sredstev dati v to. Reči, da gre zgolj za avtomobile in kolesa, je morda malce smešno. Tukaj vlagamo tudi v vetrnice, pa v sončne elektrarne, da je cenejša elektrika pa za vse, ne? To sem hotela še priti, samo da sem se dotaknila kolegov. Energetske sanacije. Tako. Kolegov odprej. Torej, kar se pa tiče obnovljivih virov energije, seveda jih podpiramo, ampak tako kot je v bistvu kolegica že rekla, mi moramo delati mešanico večjih virov in mi smo zato, da bi vsaka država članica izbrala svojo mešanico električnih virov. Mi smo tudi zato, da se delajo močne plinske povezave med državami, mi smo za jedrsko energijo in pa seveda, lejte, treba je dodelati sončno energijo, ker solarni paneli, kot jih imamo danes, v bistvu ne da se jih reciklirati. Proizvedejo, se pravi, ko so za na odpad, začnejo proizvajati veliko toksičnih kemikalij in pa seveda prihajajo iz Kitajske, kjer se kjer so suženjski delovni pogoji. Podobno je tudi pri električnih avtomobilih in izkopavanju kobalta. Tako da tukaj je predvsem treba delati na inovacijah, na razvoju, da bomo mi lahko prišli do energij, ki bodo zares čiste v vseh vidikih. Ne? Do takrat pa seveda kombinirati te obnovljive vire energije z jedrsko, z hidroenergijo. Ni nas strah. Tukaj bi zdaj še eno stvar dodal. O teh vetrnicah tako radi vsi govorimo. Ne? Dejstvo je, da na Danskem so se izkazali vendarle kot zelo uspešne, ampak Danska je morda drugačna kot Slovenija. Ne? V Sloveniji imamo pa 3, morda 4 nekje postavljeno, pa se pogovarjamo, kot da jih imamo cela polja. Slovenska ljudska stranka je stranka ljudi, poznate te kmete, poznam veliko kmetov, ki imajo na svojih strehah sončne panele, pa so kar zadovoljni. Ne razumem, zakaj vendarle niste tudi v vaši stranki bolj za to zeleno, obnovljivo energijo. Še enkrat, tudi v SLS-u smo za zeleno obnovljivo energijo in smo tudi za druge alternative, ker se zavedamo, da v Sloveniji nimamo dovolj sonca in nimamo dovolj vetra, da bi preskrbeli celotno območje. Težava teh novejših panelov in vetrnic in vsega tega je, da bodo čez N let naš okoljski problem. In v to
pa žal zaenkrat še ne vlagamo. To je recimo naša velika skrb, kam bomo z vsem tem, ko bo to na neki točki ratala smet. Isto z avtomobili. Veliko je nevarnih snovi v sami bateriji avtomobilski, ki bo na neki točki se iztrošila in jo bo potrebno zavreči. To, kar delajo sedaj, da vetrnice recimo zakopavajo stran od oči, stran od srca in podobne zadeve, ni okoljska rešitev. Ja, tistih par let, ko vetrnica deluje, je v redu. Kaj bomo potem s tem? In če bomo mi v bistvu se zdaj zaleteli do 2030, res mi je zanimivo, kako kratke roke si postavljamo za nerazvite tehnologije. Kot znanstvenica vem, da rabiš 20, 30 ali celo 40 let, da lahko razviješ neko stvar. Recimo, jaz delam na področju zdravil in ne, ni tako enostavno. Zelo lepo je na papirju, v papiru vse prenese, ko daš v naravo, se stvari obračajo drugače. In še enkrat, nismo proti, smo pa za to, da se k temu pristopi z glavo in mogoče bolj ojača stvari, ki jih že imamo, ki jih poznamo bolj, ker mi je zelo fascinantno, da hočemo iz ravnine zgraditi Triglav, namesto da iz Triglava gradimo Mount Everest, kjer že imamo skalo, kjer že imamo apnenec in ga samo gradimo. Moje izhodišča so takšne, zato ker se o tej temi pogovarjamo res že vso mojo novinarsko kariero. V tem času smo zgradili pa zgolj TEŠ6, ki ga zdaj zapiramo. No, samo zato ne morem se znebiti občutka, da se res ves čas pogovarjamo nekam, da zdaj pa ni še čas za druge stvari, ampak še vedno imamo zgolj TEŠ6. Eden izmed tistih velikih problemov in pa tudi v naslovu zelenega prehoda je seveda transport. Pa bom zdaj šel kar k vam. V SD-ju ste tudi v vladi, eden od vladnih ministrov se je z vlakom zapeljal do Bruslja. Ne bom zdaj o tem, ali ima minister 16 ur časa ali ne, ampak sporočilo je bilo pa morda drugačno. Malce sem pogooglal, sej ni treba veliko. Takole je, ne, za 16 ur je on porabil, 16 ur je 900 km prevozil v letu 2024 za primerjavo, ne, ker se tako radi vendarle gledamo v suženjsko državo, na Kitajsko pa tam za 1200 km potrebujejo 4 ure pa pol. Karta stane do Bruslja 300 evrov, na Kitajskem iz Šanghaja do Pekinga in nazaj pa 34-35 evrov, prvi razred 120, vlak gre pa 35 krat oziroma toliko jih imajo. Pa me zanima, ja, zakaj se pa, ko govorimo o trajnostnem razvoju, več ne pogovarjamo, tudi vaša vlada oziroma tudi vaša stranka, o tem, da bi se pa modernizirali, ko gre za promet? Mislim, da je to absolutno pogovor, ki ga moramo imeti, tudi z vidika, se mi zdi, mladim, a je to v Sloveniji, a je to kjerkoli po svetu, je dejstvo, po eni strani je dejstvo, da imamo za javni prevoz absolutno za časom, absolutno predrag je. Hkrati je pa ta avtomobilska kultura in industrija v Evropi eden izmed največjih dejavnikov, ki prispevajo globalnemu segrevanju. Zdaj seveda jasno, da zaradi demografske in geografske lege, da tega ne bomo zdaj avtomobilske industrije ne bomo mogli absolutno izničiti, ampak definitivno pa moramo sploh na EU ravni začeti več investirati v javni transport. Naj bo to s tem, da preusmerimo investicije v avtomobilsko industrijo, da dejansko začnemo z neko tudi skupno EU regulacijo, naj bo to cone brez avtomobilov, boljša povezanost tudi med evropskimi državami, kajti samo tako bomo lahko zmanjšali emisije toplogrednih plinov in ne vse zadnje tudi izboljšali kakovost zraka, ker se mi zdi, da je javni transport glede na to, da je neka stvar, ki posameznika spremlja v vsakdanjem življenju, je tudi en izmed tistih stvari, kjer lahko rečemo kamen na kamen pogača. Hkrati bi se pa samo za sekundo, ne moram se ne navezati na kolega tam, da ne verjamemo popolnoma v podnebne spremembe. Jaz sem stara 24 let in v svojem kratkem življenju sem izkusila v vsakdanjem dnevu podnebne spremembe. Naj bo to sneg, v katerem ne moramo več v Sloveniji smučati ali kaj drugega, mislim, da to ni nekaj, kar lahko zanikamo in sem zelo vesela, da imam tudi 4 mlade sogovornice, kajti te pogovori, ki jih imamo danes, res je še ogromno stvari, ki jih moramo razčistiti, ampak če ne bomo začeli se resno pogovarjati danes, če ne bomo začeli resno investirati, EU mislim, da bi tukaj mogla tudi zavzeti neko vlogo
neke moralne vodje, če lahko glede na to, da še zmeri v svetu prednjači v zelenem prehodu in tudi na svetovni ravni zagotoviti neko obdavčitev ostalih korporacij, zato ker podnebne spremembe niso nekaj, kar lahko naslavljamo lokalno, moramo delati tukaj tudi globalno, zaradi tega, da bomo na vse zadnje poskrbeli za našo prihodnost. Nekatere trenutne raziskave kažejo, da je že leto 2038 to temačno leto. Dobro. To moram odgovoriti, ker sem bil izvan. Se pravi, nihče, gospodična je vse zamešala, nihče nasprotuje podnebnim razmeram. Te se dogajajo, odkar obstaja planet Zemlja in hvala Bogu, da se, če nas ne bi bilo tukaj oziroma bi mogoče celo zdaj lovili dinozavri nekje. Nihče ne nasprotuje podnebnim spremembam, ampak trdimo, da je podnebna politika zlagana in to dejansko je. Dobro. No, samo to, da se natočimo čistega vina, zato ker mladini ni jasno. Gospod Grošelj, vi ste evropski poslanec. Dobro je vaša kolegica rekla, tudi transport bi morali bolj nasloviti, saj iz Ljubljane do Jesenic potrebuješ tudi 2 ure, ampak da pa potrebuješ potem še 14 ur do Bruslja, je pač malce smešno. Sredstva za povezovalni evropski sklad za obdobje 2021 do 2027 znašajo 25,8 milijard evrov. To se mi pa ne zdi velika številka, če naprimer 270 milijard evrov v enem letu Evropa porabi za obrambo. Pa tako govorimo, da je transport drugi največji onesnaževalec in pospeševalec podnebnih sprememb. Ja, poglejte, zdaj pa dajmo biti zelo, zelo odkriti. Prvo vprašanje je, kako gledamo energetski trg. Ali gledamo mi energetski trg kot skupek nacionalnih energetskih trgov, kar pomeni, da med njimi ni izmenjave medsebojnega podpiranja. Se pravi, če gre Evropa kot celota v obnovljive vire energije in če imamo mi energetsko omrežje, ki lahko viške, recimo rečne energije iz offshore vetrnic, ki ste jih omenili na Danskem, recimo na Nizozemskem, to elektriko spravi do Slovenije, ko jo potrebujemo, in se te povezave delujejo, potem je ta zgodba drugačna. Če pa gledamo vse na nacionalni ravni in gledamo to zgodbo kot nek zaprt sistem, ki pa dejansko ni, ker to elektriko, ki jo mi porabimo, mi govorimo 48% samozadostni, to je trgovina, trguje se z energijo. Mi ne vemo, kje je naša energija, ki je trenutno, oziroma elektrika, če tako vzamemo v naših kablih, kje je ona pravzaprav kupljena. Tukaj je en segment. Drug segment, ki je treba povedati, jedrska energija ni pa naše. Poglejte, v jedrski energiji imamo 3 stebre. Eno so klasični reaktori, ki jih poznamo kot fizijski reaktori, to govorimo za NEK2. Druga varianta, ki nastaja, so tako imenovani mali modularni reaktori, ki so nastali kot odziv, podpora potencialno omrežjem, ki bodo bolj odvisno od nihanj, kar je pa stabilizacija omrežja, pač izziv pri obnovljivih virih energije. In tretja je fuzija, torej tisti naš končni cilj, ki naj bi verjetno pomenil rešitev vseh naših energetskih potreb, pa ga žal pravzaprav zdaj obvladujemo za slabo minuto in še malo. To so zdaj tehnološko. Kar se tiče jedrske elektrarne, tisto, kar je največji izziv po moje v Sloveniji, je to, da na podlagi T6, jaz pa sem tukaj star, pa tudi malo vem, kako se ta zadeva takrat peljala in kakšne so bile obljube in zdaj vemo, kje smo končali, je tisto, kar je vprašanje, ali je ta država tehnološko to sposobna narediti. Države, ki so zelo močne tehnološko, kot je Združeno kraljestvo, na Hekli 3, to je 3. reaktor, so trenutno, mislim, da so 50% prebili proračun in imajo 4 leta že časovnega zamika od osnovne časovnice. Torej, to je realnost. Danes v Evropi praktično mi tudi industrije nimamo, se pravi, smo zelo odvisni, ali gremo v pomoč na japonsko, južnokorejsko in deloma tudi ZDA tehnologijo, kar se tiče jedrskega. Se pravi, tukaj ni to kar neka rešitev, ki bo vse rešila in je jutri na knof na razpolago. To je ena zadeva. Kar se tiče transporta, v transportu to, kar ste omenili, je zato, ker imamo tako imenovan TEN-T koncept, se pravi države članice. Ravno včeraj so bila pogajanja, smo imeli ta zaplet med Slovenijo in Hrvaško glede proge Zagreb-Maribor, Gradec in naprej proti Dunaju. Tukaj države še vedno predvsem uresničujejo svoje nacionalne interese. Realnost je pa ta, da tovornjaki iz Baltika, iz Poljske vozijo jabolka v pristanišče Koper. Jaz sem bil del tiste pobude evropskih poslancev, ki smo zagovarjali, da se začne izgradnja železniškega omrežja na ravni celotne Evropske unije. Ker zdaj imamo mi kaj zadevo? Zadeva je takšna, da danes imate hitro železnico do Dunaja z majhnim podaljškom do Budimpešte in to je to. Mi moramo zgraditi tisto, kar je pravzaprav Avstro-Ogrski imperij, kar se v njej mislimo, mora Evropska unija zgraditi skupno mrežo hitrih železnic. Primer dobre prakse, ki ga je Evropska unija sofinancirala, so recimo iberijske železnice. Španske, tako je. Španske, tako je. Tam je zgradila
Evropska unija z evropskim denarjem hitre železnice, ki danes fenomenalno delujejo. In zdaj, kaj imamo pred sabo, je, da v naslednjem mandatu bo to treba, če bodo seveda poslanci tudi za to, ampak države članice pa seveda morajo tudi svoje interese skozi to peljati. Se pravi, če mi v parlamentu zagovarjamo izgradnjo hitrih železnic, to ni dovolj. Tudi države članice morajo biti za to. Ne? In pa še nekaj treba se zavedati, v slovenskem primeru, mi hitre proge Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, mi jo lahko zgradimo. Ali je to racionalno? Verjetno je bolj racionalno, da se Slovenija upne v nek širši omrežje, se pravi, da ima hitro progo do recimo Dunaja, Minhna, Milana oziroma Benetk, do Zagreba, naprej Beograda, naprej do Soluna. To so te rešitve in to se lahko zgradi bodisi z zasebnim kapitalom, javno-zasebnim partnerstvom, pa v Sloveniji trenutno pa gradimo samo, se osredotočamo na to, da gradimo in obnavljamo, kar že imamo. Ampak te proge, ki imajo neke določene omejitve. Ne? In že zdaj bi bilo potrebno odpreti to razpravo o gradnji novih prog, ki bodo vpete v ta širše evropsko mrežo. Recimo primer Benetke Milano, če se ne motim, mislim, da je tam 6, če ne celo 8 prog fizičnih, ki te dve mesti povezujeta. In to je prihodnost. Se pravi, prihodnost transporta je, da gre na železniško omrežje. In to omrežje je treba pač zgraditi popolnoma nove trase, ker enostavno Evropska unija zdaj drugačna, kot pa so nekatere zgodovinske ostaline, ker pač proge se gradile za drugačnih in zelo različnih interesov v preteklosti. Gospod Klemen Belhar, v Evropski uniji imamo zdaj velik problem, ker se pogovarjamo o teh avtomobilih iz Nemčije oziroma o evropski direktivi, da do 2035 pa ne bo več vozil na notranje izgorevanje. Je to največji problem transporta in premikanja po Evropi? Ali je morda to, da imamo več kot 250 milijonov registriranih vozil, pa da naredimo okrog 28 ali 38 povprečnih kilometrov na dan, pa eden pa še pol sedita v avtu? Mislim, avto ni rešitev za transport, tega se je treba zavedati. Avto je prinesel neko svobodo ljudem v sredi 20. stoletja, tega smo se uklenili, okrog tega smo zgradili neko kulturo in lepo se nam zdi biti v avtu in se voziti po lepo asfaltiranih cestah. Ampak to ni rešitev. Mislim, da Slovenci, zlasti tisti, ki se zadnje čase vozimo v Ljubljano iz nje in okrog nje, vidimo, kaj se zgodi, če je avtomobilov in tovornjakov preveč. In ker kliče po tem, da res rabimo učinkovit javen transport. In jaz se strinjam s tem, kar je povedal gospod Grošelj. Mi rabimo ogromno vložiti v železniška omrežja, vložiti v hitre vlake in ustvariti tak javen transport, ki bo deloval tudi v Sloveniji. To, da ukinjamo termične motorje, tako kot pravim, ne bo rešilo sveta, bo nekoliko prispevalo. Mislim, da je to dobro. In vem, da uspešni tudi komercialno na tem področju bodo tisti, ki bodo prvi. To že gledamo. Evropska unija ne zaostaja zato, ker rečemo, da bo 2035 tega konec, ampak zato, ker so Tesla in Kitajci preprosto tok naprej, ker so stavili na pravo stvar. In meni je žal, da mi prav v zelenem prehodu ne vidimo priložnosti za stavo na pravo stvar. Ne upamo se biti napredni in biti prvi. Bi pa še nekaj rekel, pa se bom navezal na gospoda Stevanoviča. Sej marsikaj bi še lahko rekel, ker to, da imamo različne politične poglede, seveda se mi zdi prav. Ampak to, da govori kdo stvari, ki ne držijo, to se mi pa zdi čudno. Ampak tole, jaz sem to osebno doživel. Jaz sem delal v državi, kjer je cena bencina 10 centov na liter. Če si ga kupil brez računa in podkupil tega, česar nisem smel sam početi, ker sem imel šoferja, je bila cena 5 centov na liter. Tam, a veste, ni dobrega življenja. To je Turkmenistan, država, ki je najbolj zaprta na svetu. Tam jaz se nikoli ne bi tja preselil. Gospod Stevanovič, lahko greste pogledat. Sicer vas ne bodo, če tam nimate dobrega opravka, vas ne bodo spustili noter, ampak tako pač je. To ne prinese ne svobode, ne tehnološkega napredka, ne gospodarskega napredka, ničesar od tega jaz tam nisem videl. No? In jaz si tega ne želim. Prej ste mene prekinuli pri pametnih temah, zdaj pa niste vstavili kar nekaj. V glavnem,
Verjetno je želel povedati, da če je zelo Ni poceni pomembno, kakšna stvar, kaj je želel povedati, ni zato, ker nujno, tega da ni je... znal sam povedati, ne rabite nastopati. Dobro, moje vprašanje je, ali si vi predstavljate, kateri avto boste kupili leta 2035? Tisti, ki bo cenejši, ali Jaz bom tisti, ki verjetno bo zadnji človek, ki bom na svetu vozil TDI. To iskreno povem, zato ker sem zaljubljen v ta avto, zaljubljen sem ta motor in absolutno sem prepričan, da je električna energija celostno gledano daleč najbolj umazan vir energije. In jaz kot okoljevarstvenik pač ne želim onesnaževati okolja. In zato dajmo enkrat ločati to zeleno agendo od okoljevarstva. Okoljevarstvo pomeni nekaj popolnoma drugega. Evo, dajte mi povedati, pogovarjamo se že točno eno uro o ohranjanju okolja, a je kdo omenil mogoče izpuste strupov v naše reke, jezera, potoke, a je kdo omenil mogoče ekološke katastrofe, kot so Kemis in melamin, ki se je zgodil ravno pod nosilcem njihove liste. Se pravi, oni so za okoljevarstvo popolni tujec, nimajo veze z okoljevarstvom, podpirajo, forsirajo zeleno agendo, ki je čisti totalitarizem. A se je kdo vprašal mogoče o ohranjanju suverenosti nad lastnimi naravnimi viri? Se je mogoče kdo vprašal o prepovedi glifosata, ki je rakotvorna snov? To so pomembne stvari. Obrambo pred požari, obrambo pred vremenskimi ekstremi. To je za nas okoljevarstvo. Ne pa to, da vi obdavčujete človeka za nekaj, kar ni popolnoma kriv, uničujete samooskrbo, uničujete lokalno kmetijstvo, pa uničujete gospodarstvo. In to pogrešam pri teh ljudeh, ker nima nihče poguma, da to pove, čeprav misli isto. Gospod Stevanovič, vse enostavno. Kdor to gleda, naj pač pogugla ime Uroš Macerl, pa Urša Zgozdnik, pa to, kar delajo na Kočevskem. Je Prebelič in on je, pod njim se je zgodila ekološka katastrofa v Kočevju in ni popolnoma nič naredil, da se ne bi, tako da prosim, opravičujte tistega, kar se ne da opravičati. Hvala. Lahko pogugla to ime, lahko poguglate Prebeliča in lahko pogugla mene in iz teh spletnih virov si vsakdo lahko ustvari svojo sliko, kaj je kdo naredil na področju varovanja okolja. Glifosat je drugač. Evropski parlament sprejel odločitev, da se ga prepove. Kdaj? Ja, mislim, da Kdaj bo prepovedan? To so pa države članice se na svetu drugače odločile. No, se to je narobe, da moramo čakati Bruselj, namesto da bi se suvereno sami odločili, kdaj bomo to prepovedali in bi ga lahko že v preteklosti in bi marsikdo manj umrl zaradi raka. Karin Planinšek, izpostavili ste ta seveda problem na notranje izgorevanje prometa. Kako naj Evropa tekmuje torej s Kitajsko v tem segmentu? Ja, jaz bi se tukaj pridružila kolegoma, ki sta izpostavila, torej, da mi moramo graditi močne železniške povezave, mi rabimo hitre vlake, mi bi mogli več na splošno vlagati v javni transport, ki je recimo v Sloveniji zelo, zelo za časom. Ne. S tem bi veliko pripomogli k zmanjšanju emisij, da smo bolj čisti, bolj zeleni in pa seveda, da se ljudem ne bi bilo treba voziti, ne vem, 1 uro, 2 v Ljubljano, ostati na polnih cestah. Pa imamo pa tukaj v bistvu še problem tovornega prometa, ne, ki se je povečal za 10% v zadnjem času in sicer mi bi lahko te kontejnerje, ki jih zdaj prevažamo s tovornjaki, bi mi lahko preložili na vlake. Seveda, najprej zato rabimo več železniških povezav, ampak to bi bila neka rešitev, s katerimi bi razbremenili ceste, se pravi, ne bi bilo toliko zastojev, ne bi se obrabljale ceste in pa seveda zmanjšali bi tudi izpuste. Drži, ampak za take velike projekte mora predvsem država vsaka tudi opraviti svojo domačo nalogo, če tako rečemo. In na tem področju je lahko izpostavljen Jerneja Vrtovca v prejšnji vladi, ki je naredil v bistvu vizijo 2050 ravno za te recimo hitre povezave Ljubljana-Maribor in tako naprej. Ampak zdaj žal se zdi, da je zdajšnja vlada te stvari pospravila predal in se s tem sploh ne ukvarja. Ker vemo pa, da pri nas umeščanje v prostor te stvari zelo dolgo časa trajajo, ker gre, kot je prej gospod Grošelj tudi že dejal, za popolnoma novo progo, če želimo imeti tak res učinkovit, hiter javni promet, ki bo konkurenčen, ne recimo avtomobilu. Ker če rabiš ti, kakor zdaj recimo 2 uri pa pol iz Ljubljane do Maribora z vlakom, kdo bo šel z vlakom? Pa ne bi izbral rajš namesto tega avtomobil, ki te pripelje pa še v dobri uri. Lahko sem nekaj dodam. Zdaj, tukaj moramo nekaj razčistiti. Hitre nove proge
in pa pulzni sistem javnega transporta, to je treba ločiti. Ta proga, ki so zdaj narejene, so zelo dobre za javni transport. Samo ne more biti ta proga za javni transport, hkrati bo pa po tej progi vsak dan šlo recimo 56, 50, 70 vlakov, tovornih vlakov. Hitre proge so namenjene hitremu transportu med večjimi urbanimi centri in pa tovoru, tranzitu. Se pravi, to je tisto, kar mi moramo zgraditi, da imamo večjo prepustnost skozi železniške postaje, da se recimo Ljubljana naredi obvod oziroma obvoz mimo Ljubljane, in pa seveda potem je pa ključno, ker zdaj ob teh obstoječih železnicah imamo pa mi seveda koncentracije prebivalstva. In to se ne bo spremenilo, ljudje se zato ne bodo preselili v Trojanski črni graben, da bojo pač blizu hitre železnice, in mi moramo še vedno te stare železnice obnoviti, zgraditi postaje, ampak ključno za to, da bomo razbremenili ta tranzit, da bo tovor šel dejansko v kontejnerje in na vlake, pa seveda ta izgradnja tega, če rečemo na nek način hrbteničnega železniškega omrežja. Ampak tudi tukaj je prej gospod govoril o problemih v tehnološkem razvoju Slovenije, pa nezmožnosti za izdelavo jedrskega reaktorja. Jaz mislim, da sploh ni tako, pa enako pri gradnji železnic. Največji problem je v prisotnosti korupcije pri nas. Poglejmo samo na primeru drugega tira, ker sem prepričan, da bi ga tujci naredili za bistveno cenejši denar. Poglejmo železniško postajo na Jesenicah, kar naenkrat se je podražila, ne vem, za 2 ali 3, sploh ne morem več ujeti te cifre. In enako je bilo pri T6. Ta elektrarna je v bistvu neefektivna zaradi tega, ker je bila predraga v štartu, ampak samo zaradi prisotnosti korupcije. In ne strinjam se s tisto vašo trditvijo, da bi v bistvu ta jedrski reaktor bil predrag, ali pa da ga ne bi znali tehnološko razviti, ampak bi bil večji problem v tem, da ga ne bi smela delati taka oblast ali pa oblast zadnjih 30 let. Se pravi, ljudje, ki grejo čisto vsak projekt samo z enim namenom, to je tisto odtekanje denarja skozi razpis. Samo to, da razjasnimo, jedrske elektrarne gradijo mednarodni konzorciji, tudi Krško je gradil Westinghouse, trenutne britanske gradi francosko-kitajski konzorcij, finsko je gradila Areva, današnji Framatome. Težava je v tem, da v Evropi, ko je Francija končala svoj jedrski program, teh 55 reaktorjev, tisti ljudje, bom dal banalen primer, varilci, ki so znali variti reaktorjem, teh zdaj ni več, ker so v penzijah, in to moramo mi vse ponovno vzpostaviti. Ampak obstajajo na svetu, to se strinjamo. Na svetu seveda obstajajo, samo jih ni v Evropi, a ne? To je tisti problem. Ne de, sej Kitajci ga lahko naredijo, lahko ga naredi kdorkoli. Mi moramo iskati samo, da je varno, da ne degradira območja in da je odsotna korupcija, in to ga bo naredilo relativno poceni. To je nam najpomembnejše. Jaz sem bil na drugi strani T6, tako da vem, kakšna je korupcija, kako to izgleda. No, me veseli, pa bi sploh mogli podpreti mojo tezo. Vaša lista, super. Hočem povedati, da tehnološki izzivi so tukaj bistveno večji, kot se zdi. In ne govor, da je to zdaj tisto, kar pa jaz še vidim problem, prej sem prej povedal. Ta jedrski program se želi prodati. Jaz nisem nasprotnik jedrske energije in tudi v naši listi smo to jasno povedali. Ampak veste, v čem je problem? Zdaj se ustvarja vtis, da če bomo pa mi to zdaj zgradili, pa potem ne bo treba nič spremeniti. In potem se bo vse kar zgodilo, ne bomo imeli obilje električne energije, nobene spremembe, ker ni to res. Še vedno bomo imeli izziv podnebnih sprememb, še vedno se nam bodo dogajale katastrofe, govorimo o hidroenergiji, jaz zelo toplo priporočam vsem zagovornikom, tudi sam sem zagovornik hidroenergije, ampak dajmo mi malo pogledati, kakšni so rečni režimi v Sloveniji danes. Ampak enako, samo tole pa zaključim misel. Enako lahko postavite sončne elektrarne pa vetrne elektrarne po popolnoma celi zemeljski površini, obenem lahko obdavčite popolnoma vso prebivalstvo z CO2, pa ne boste preprečili segrevanja planeta. Jaz preprosto ne morem več na tole pristati, a veste zakaj ne? Ves čas govorite, jaz si tudi lahko izborim besedo, ampak dajte prosim besedo tudi kolegicama, ki ravno kar je na vrsti. Jaz bi lahko predaval dolgo v nuklearki. Lucija, moramo pri tem transportu ostati. Dejstvo je, da je ta vlada, ko je nastopila, doma moramo biti zato, ker potem gledamo Evropo, obljubila, da bomo šli tudi v nek ta popoln nov razvoj, pa smo od ministrice za infrastrukturo slišali pred kratkim, zdaj bomo pa morda do konca leta dobili vse papirje, da bo tretja razvojna os se začela tam v enem delu delati. Kako si mladi ali pa kako si V4 lahko predstavljate ali pa upate, da bo Slovenija pa v resnici v nekih do 20 letih naredila nek preboj, kar se tiče transporta? Ali se bomo čez 10 let pogovarjali isto kot o električni energiji, da po tej cesti ne, ta je sicer zaščitena, tu je neka zelena stvar in tako naprej?
A je to realno? Spet vprašam, a je to sploh realno? Iskreno upam, da je realno. Jaz se tukaj popolnoma pridružujem, kar sta kolega prej glede transporta že povedala. Je pa res, da enako kot mlada oseba lahko povem, da v 3. tiru poslušam po moje glih, odkar sem že tudi jaz rojena. Tako da jaz iskreno upam, da bomo sprejeli nek konsens oziroma dali prioriteto, ali je to transport, ali je to potem samo ohranjanje naše narave, ampak nek konsens moramo sprejeti in moramo ga sprejeti čim prej. Bom kar ponovil vprašanje. A je realno, ko se mi pogovarjamo, da bomo pa, ne vem, v 20 letih pa spremenili našo miselnost, do 2035 se ne bomo ukvarjali, kakšen avto vozimo, ampak bomo morda kakšen avto manj vozili in šli več na javni promet? Ali je to zgolj neka lepa debata pred volitvami vsakič? S tem, ko samo teoriziramo, ne, in nikoli nič ne naredimo, je bolj težko. Ker nekako jaz sem precej aktivna na lokalni ravni, na občinski ravni in vedno, ko se začne nek projekt, se začne stavek tako: to se ne da, to se ne more, to je težko. Vsi vemo, da se ne da, da se ne more, da je težko in da je ogromno birokracije. Ampak če nekaj potrebujemo, je pač potrebno to sprovesti. Postavimo si nek realen rok, ne postavimo si drugo leto, ne postavimo si čez 2 leti. Zdaj smo že 30 let v državi in že 30 let vemo, kako stvar deluje. Postavimo si realne roke, postavimo si cilje, ki jih potrebujemo, in prioritete. In ne delamo prioritete glede na to, kdo se bo okoristil s tem, ampak ali bo to dobro za skupno dobro ali ne. In javni promet, jaz se strinjam. Absolutno bi se najraje poslužila javnega prometa, ker bi s tem zmanjšal stres v prometu, zmanjšale bi se tudi prometne nesreče, s tem bi bila manjša obremenjenost tudi v končni fazi zdravstvenega sistema, če smo že ravno pri tem. Po drugi strani pa lahko izkoristiš ta čas, ki ga sedaj zabiješ na cesti, recimo 3-4 ure včasih tudi, lahko izkoristiš za kaj bolj produktivnega in recimo narediš načrt za 3. razvojno os. Ko smo razmišljali v Evropi, ko je Evropa govorila o tem, da bi prepovedali motorje na notranje izgorevanje, so pravzaprav razmišljali o tem, da je avto kot tak velik onesnaževalec. Vzemimo na primer Ljubljano. Ljubljana nima praktično nobene industrije, ampak ker je lega takšna, kot je. Vemo, da je 100.000 avtomobilov dnevno krivih za to, da tam Ljubljančani dihajo zelo slab zrak. Zato moje podvprašanje je tako napak iskati drugačne alternative ali pa reči, ne, mi bomo zaradi evropskega gospodarstva vendarle vztrajali pri tem, da bomo imeli avtomobile na notranje izgorevanje. Ker Kitajci so šli na elektriko prav zato, ker nas na avtomobilih na notranje izgorevanje niso mogli prehiteti in ker so imeli velike težave z zrakom. Pri avtomobilih se mogoče dotaknem najprej, nekdo je omenil prej, da je težava naš življenjski slog. Se pravi, želite ljudem praktično prepovedati to, da bi lahko uporabljali avtomobile, ki jih dojemajo kot svoj življenjski slog. Mislim, da je to napačna politika. Zakaj to poudarjam? Sama prihajam iz Kozjanskega. To so zelo odročni kraji, nimamo avtoceste, pač rabiš 45 minut do prvega priključka in tudi tam nimamo utvar, da bo zdaj enkrat železnica tam zgrajena, ker enostavno ni rentabilno. Tako da takšni kraji jih ne moramo drugače rešiti, kot da imajo možnost, se pravi, dostopa z avtomobili in tako naprej. Zdaj, kar se tiče električnih avtomobilov, je pa tukaj več težav. Ena je ta, da je njihova zmogljivost omejena, ne glede na baterijo. In če si predstavljamo, ne vem, vsakodnevno vožnjo iz recimo mojih krajev v Ljubljano, to zadostuje mogoče ravno za eno vožnjo v Ljubljano in nazaj, sploh v zimskih mesecih, ko se baterija hitreje porablja. Tukaj potem spet nastanejo težave s polnjenjem, kaj pa če se vmes kaj zgodi, če je zastoj in tako naprej. In ta energija niti ne zadostuje. Tudi vemo, da polnilnic nimamo prav na pretek, izgradnja nam tukaj še precej šepa. Druga stvar je pa vprašanje, kako si bodo ljudje lahko privoščili električne avtomobile. Vemo, da niso to ravno najcenejši avtomobili na trgu in tudi v prihodnje verjetno ne bodo cenejši ravno zaradi baterij, ki pač vključujejo snovi oziroma materijale, ki jih je vedno težje dobiti oziroma jih uvažamo od drugod, in tudi nas Kitajci tukaj prehitevajo. Zdaj pa vprašanje, brez avtomobilov ne moremo,
samo z železnicami ne bo šlo, tako da vedno je rešitev pač neka mešanica vsega, ne? In da ima predvsem človek možnost izbire. To mi zelo poudarjamo. Ta ironija, potem ste pa vi na vrsti, s temi električnimi avtomobili je tudi zanimiva. Naprimer, v Nemčiji je Tesla postavil novo tovarno, pa so protestniki želeli vstopiti v tovarno in zaustaviti proizvodnjo baterij, na kar je nemški minister za okolje, ki je sicer pripadnik zelene stranke, dejal, da to je pa preveč. Po drugi strani so Kitajci s svojimi subvencijami seveda povzročili veliko skrb v Evropi, ker pravijo, zdaj bodo avtomobili iz Kitajske, ki so električni, veliko cenejši in bo Evropa seveda težko temu konkurirala. Potem, ja, rekli ste, seveda ne preveč zelena oziroma zelo, zelo nezelena je energija, ki jo pridobivajo v rudnikih, tega se nočemo zavedati ali pa raje malo mižimo, ampak vendarle po drugi strani pa avtomobili na notranje izgorevanje povzročajo velike izpuste. Kaj torej storiti? Ja, se strinjam, to je problem, ampak jaz v bistvu se tukaj pridružujem kolegici, tukaj ni rešitev, da mi omejujemo ljudi in jim odvzemamo določene svoboščine, pa jim reči, ja, pa pač ne boste tako živela, zato da bomo bolj čisti. Ne, glejte, tukaj je treba delati, se pravi, dodelati tehnologijo, se pravi, predstaviti alternativno gorivo in uvesti to na trg, da lahko zamenjamo to, kar že imamo. Se pravi, ne pa, da zdaj mi uporabljamo električne avtomobile, ki definitivno niso čisti, so izjemno gorljivi. Marsikdo je verjetno že videl, kaj se zgodi, če pride do kakšnega karambola, mislim, tisti, kar eksplodira, ne? No, to gorljivi so tudi druga vozila, pa... Ja, ampak električne baterije pa še toliko bolj, ne? Drži, ampak lani je zgorelo po celem svetu 4000 električnih vozil, kar ni ravno takšna števila. Ampak predstavljamo si, če bi pa to uvedli zdaj masovno, da se vsi kar naenkrat začnemo prevažati z električnimi avtomobili. Tako da, lejte, tukaj ne smemo delati na omejitvah, ampak predvsem pa, da se spodbuja razvoj novih tehnologij, da mi razvijemo novo tehnologijo, alternativno gorivo, to predstavimo na trgu in pa seveda, da je to cenovno tudi dostopno vsemu prebivalstvu, ne pa samo tistim, ki so že zdaj bolj privilegirani, in pa seveda, da vzpostavimo tudi javni transport. Ste želeli besedo, potem pa še vi. Ja, prosim. Ta vozila električno trenutno so relativno nova. Tukaj imajo Skandinavci izredno dobro strategijo. Oni imajo visoko kupno moč, kupujejo nova električna vozila, surovine za baterije, kot so svinc, tali, kadmij, nikel, kar je res strupeno, bojo itak za njih kopali v države tretjega sveta in tja bodo potem tudi odlagali odslužene baterije. Po 3-4 letih starosti vozila ga bojo pa prodali na Balkan, da bojo potem ta vozila gorela pri nas. In zaenkrat ne gorijo v takšni meri, kakor še bodo, zato ker so še relativno mlada. Sami vidite in dobro veste, da se je prodaja električnih vozil zelo ustavila in je pričakovati ta trend, da bo vedno manjša prodaja vozil. Nekaj večjega je bilo še v Skandinaviji, ampak to je pa potem tudi to. Kar se tiče kitajskih cenejših produktov, so seveda proizvod cenejše kitajske delovne sile in pa ravno teh rudnikov, o katerih sem govoril, in pa ne toliko strogih regulativ okrog odmikanja na geološka smetišča vseh teh strupenih snovi, ki nastajajo s proizvodnjo takih avtomobilov. Ampak moramo se zavedati, da politiko pametnih mest, teh 15-minutnih mest, pa tega vsiljevanja električnih avtomobilov dejansko vodijo ljudje, ki živijo v službenih stanovanjih in grejo v službo čez cesto. Od človeka, ki se pa dejansko skozi Janskega vozi v službo, ker je tako primoran in nima tam ljudi, za kar pobira, da se bojo skupaj vozili recimo v Ljubljano ali pa v Celje zaradi centralizacije Ljubljane, pričakujejo, da bo jahal na Oslu do službe. In to je naš največji problem. In to je ta zelena agenda in še enkrat poudarjam, nima veze z okoljevarstvom. Drugače je bilo lani prodanih 37% vseh električnih vozil v primerjavi z vsemi. Poglejte kam, vse sem vam razložil kam. Želeli ste besedo. Ja, to o Oslu rajš ne bom komentiral. No, je pa zanimiv predlog za neko novo mobilnost. To bi radi želeli, za to totalitarci o tem govorim. No, upam, da razumete šalo. Pravzaprav s tem, ko jaz govorim o javnem transportu, bi si želel izbiro. Trenutno izbire ni. Ljudje na Kozjanskem predvsem nimate izbire. Jaz živim v Tržiču, to ni daleč stran od Ljubljane in nimam resne izbire.
moramo avto. Jaz bi rad to, da zgradimo železnico, da imam dober dostop, zato da bom lahko izbiral. To, da rečete, da mi želimo ljudem vzeti izbiro in prepovedati avtomobile, se lahko sliši, kot da ste si pripisali neko argumentacijsko točko, ampak ni res. Ne gre za to. Podobno, kot smo se pogovarjali prej o zelenem prehodu, pa ste govorili o zmernosti. Pridimo do zmernosti, pridimo do izbire. Naj avto ne bo naša edina možnost. In ko govorite v 15-minutnih mestih, jaz živim v 15-minutnem mestu, ki ga ni vodila nobena zelena agenda in ljudje, ki ne vem kaj počnejo, ampak je mesto, ki je dobilo mestne pravice leta 1492, takrat, ko je bila odkrita Amerika in je tako spontano nastalo. Ampak preprosto nimam daleč do lekarne, do trgovine, do svoje pisarne in tja grem lahko peš. In mislim, da imamo to v Sloveniji kar dobro urejeno. Pozabil je na gibalno ovirane, z vsem spoštovanjem do Tržiča, ampak oni so nekaj let nazaj šele dobili prvi semafor. Mi govorimo o res majhnemu mestu in gibalno oviran si pa tega, ker si gospod to ekskluzivo lahko privošči, ne more privoščiti in je diskriminatoren do vseh, ki pač ne morejo zdravo hoditi na način. No, jaz sem bil tja rojen, sem ostal tam in ni to neka ekskluzivna izbira. Gospod Klemen Grošelj, eno vprašanje. Ali lahko to, kar so tudi kolegice dobro izpostavili, Evropska komisija, Evropska unija, poslanci pa to seveda zahtevate od Evropske komisije nove, uvede tudi neke dajatve, davke na kitajska vozila oziroma sledenje čisto do vsakega dela, kako so kitajski avtomobili narejeni, da preprečimo torej to otroško delo oziroma slabo plačano delo, da preprečimo uporabo tistih materialov, ki so škodljivi za okolje. In s tem nekako pokažemo, da Evropa želi biti zelena, ampak da to pomeni, da je tisto, kar uvažamo v Evropo, prav tako po takšnih standardih, kot jih imamo tu. Ali je to realnost? To komisija in Evropska unija že počne, sicer ona ne more uvajati davkov, ker so davki izključna pravica držav članic. Tukaj je tako imenovani mehanizem mejnega omejevanja ogljika oziroma CBAM se imenuje v angleščini, ki ima to funkcijo. Ta je trenutno v poskusnem obdobju, da se pač preveri, kako dejansko ta zadeva deluje in bi njegova naloga je preprečevanje tako imenovanega ogljičnega odlivanja, se pravi, da se industrija seli v tujino in potem te izdelki preplavijo evropski trg. Pri Kitajski imamo zdaj postopek skladno za Svetovno trgovinsko organizacijo, kjer se ugotavljajo neupravičene državne subvencije in to lahko komisija naredi. Zdaj tukaj bi še rad upozoril še eno zadevo, ki je bila prej omenjena. Tehnološki razvoj in napredek je zelo silovit. Sončne elektrarne, solarni paneli 10-15 let nazaj so bili nekaj zelo ekskluzivnega. Danes so bistveno manj. Tudi to opredeljevanje Kitajske kot to, da ona zdaj počne samo za ceneno delovno silo, prosim, dajmo nehati s tem. Kitajska je en največjih virov znanja in tehnologij. Poglejte se število položenih patentov, pa bo stvar zelo jasna. Zdaj, kar se tiče dejansko največje problem, ki ste ga pomenili, je pa to seveda tretji svet oziroma subsaharska Afrika, Srednja Azija, kjer imamo vire, se pravi surovine. Tukaj pa Evropska unija v okviru svojih pobud poskuša vzpostaviti tako imenovana strateška partnerstva, kar pomeni, da ne gremo tako kot do zdaj, ko smo samo uvažali surovine v najbolj surovi obliki, ampak da gremo v partnerstva, kar pomeni, da s temi državami delimo sodobne tehnologije predelave teh materialov, da pride pravzaprav k nam pol izdelki. In pa zelo pomembna zadeva, ki danes ni bila omenjena, krožno gospodarstvo. Zdaj bom dal pa tukaj lep primer, staro železo oziroma jeklo. V Ameriki 65-70% vsega novega jekla pride iz reciklaže oziroma ponovne uporabe starega jekla. V Evropi je ta delež 45 oziroma nekje do 50%. In kar je zanimivost, v države vedno bolj zapirajo, preprečujejo oziroma prepovedujejo izvoz tega jekla, ki postaja surovina. Torej tisto, kar je pomembno, tiste surovine, ki jih imamo, lahko postanejo, ki jih že imamo vgrajene, lahko postanejo nov vir in nov material. Kar se tiče vetrnic, se ne zakopavajo več. Evropska unija je vlagala zelo veliko v nov projekt, ki je zdaj prišel do tega, da lahko tudi razgradimo te komponentne snovi, ki jih pa ne uporabljamo samo pri vetrnicah, uporabljamo jih tudi pri hitrih vlakih, pri letalih, pri avtomobilih. In pa, kar smo rekli, Kitajsko, poglejmo samo njihovo proizvodnjo avtomobilov, robotizacijo in stopnjo avtomatizacije in digitalizacije. To je tisto, kar bi pravzaprav mi morali si vzeti kot izziv in ga bi morali slediti
seveda v demokratičnih okolju in pogojih. Dve temi bi samo še izpostavil, potem gremo pa zadnji krog, kaj lahko mala Slovenija vendarle naredi pri tem zelenem prehodu. Ko govorimo o baterijah, na Kitajskem, naprimer, nisi več lastnik baterije, ampak avto pripelješ, ti zamenjajo baterijo in avto pelješ naprej v 2 naslednjih minutah, ne. Te iztrošene baterije pa uporabljajo za shranjevanje presežne elektrike, točno to, kar imamo pa tudi v Sloveniji težavo, ko po noči ni sonca ali pa vetra, se pa ta energija lahko tudi v te iztrošene baterije. Tako da vendarle ta razvoj gre naprej, pa če se nam je to všeč ali ne. Ko smo že ravno pri koncu, ko smo pogledali podatke, zdaj ali seveda verjamete ali ne, je nekaj drugega, ampak največji onesnaževalec, in ko govorimo o izpustih CO2, je pridelava oziroma predelava električne energije, potem je tukaj promet in tako naprej. Kaj lahko mala Slovenija na tem evropskem trgu, vendarle smo del Evropske unije, del zelenega prehoda, zato smo se odločili kot Evropa in tako naprej, ponudi in kje lahko dobi ta denar, ker vendarle to ustvarja tudi nova delovna mesta, govorimo pa o milijardnih zneskih, ki jih Evropa namenja. Slovenija mora v prvi vrsti zavzeti suverenistično pozicijo, seveda v okviru Evropske unije, imeti taktno zunanjo politiko, predvsem tukaj mislim na neuvrščenost v tujih diplomatskih in vojaških sporih, ne pridobivati sovražnika tam, kjer ga ne rabi, sploh velikih sovražnikov, ki so bogati z energenti. Mi še vedno največ, recimo, zemeljskega plina uvažamo ravno ruskega, sicer preko Avstrije, pa preko drugih proksi držav, ni pomembno. Ampak dejstvo je, da ravno to naše postavljanje egzaktno na eno stran usprtih v tujih vojaških sporih nam prinaša samo škodo in nikakršne koristi. To je prva stvar. In na to seveda opozarjati vse v Evropski uniji. Druga stvar, opozarjati na paradokse zelene agende, ki se bo zagotovo prav kmalu sesula sama vase ravno zaradi teh paradoksov. Tretja stvar, spodbujati okoljevarstvo na pameten način. Mi imamo svoj odličen geostrateški položaj, lepa država, odličen geografski položaj, vse tako, kar mora biti, samo mi moramo zavarovati naše lastne naravne vire, naše kmetijstvo, naše gospodarstvo, naše državljane pred takimi agendami, kot je zelena agenda, in jim omogočiti samoskrbo, omogočiti življenje in pa razbremeniti jih teh davčnih prisil, katerimi ta zelena agenda sili. To je tisto, za kar se mora Slovenija ali pa slovenski evroposlanci zavzemati v Bruslju. Katja Berg-Bevc, kaj ima Slovenija tisto, v kar bi morala staviti, na kar bi morala staviti tudi v novem tem evropskem mandatu, in da bi si evropski poslanci izborili za to še več, ne vem, evropskega denarja in tako naprej? V Sloveniji imamo zelo dobre raziskovalce, pa včasih na njih pozabimo takrat, ko oblikujemo kakšne politike. Premalo se posluša stroko, ampak se samo politike odloča včasih tudi na podlagi nekih čustev, recimo tudi pri tem zelenem prehodu je bilo v določeni meri to, in se je premalo poslušalo stroko. Tako da to je tisto, k čemur lahko Slovenija prispeva. Pri recimo postopkih odločanja si moramo pa predvsem izbiti iz glave to mantro, da smo majhni in da kot taki ne moremo ničesar spremeniti. Vemo, da Evropska unija deluje na princip soodločanja, parlament in svet, in mi imamo v parlamentu 9 poslancev, oziroma jih bomo imeli v naslednjem sklicu 9, ki morajo biti glasni, morajo zastopati jasne prioritete seveda Slovenije in po drugi strani nekih pametnih politik, se pravi, ki so uprte tudi na znanost, na strokovnjake, zato da se ta glas sliši. In na drugi strani jasno v svetu imamo vse ministre, ki tudi morajo imeti jasno razčiščeno, kaj je zdaj interes Slovenije in kaj bodo zagovarjali. In tukaj spet apeliram na to, da vključujemo strokovnjake in da se ne zanašamo samo na neka čustva in kaj je zdaj moderno. Karin Planinšek, če na Islandiji, ne vem, koristijo geotermalno energijo, na Danskem veter in tako naprej. Kaj pa je tisto, kar ima Slovenija, pa je naravno, pa je okolju prijazno, pa bi naši poslanci, evroposlanci, 9 in tudi ministri morali še bolj predstaviti Evropski uniji in reči, to pa mi lahko pripomoremo in to bo tudi dobro za nas ljudi? Ja, poglejte, Slovenija, se pravi, kot sem že povedala, mi se zavzemamo za jedrsko energijo, za plinske povezave, zavzemamo se tudi za hidroenergijo, mi imamo ogromno voda. Je pa res, da kot je rekel že prej kolega, da so tukaj problem rečne struge, ne.
Sem pa tudi mnenja, da bi se morali veliko bolj zavzeti za čistost naših voda, naših slovenskih voda, ker kot vsi vemo, imamo zdaj velik problem s tem kanalom C0, ko se kanalizacija gradi dobesedno čez zajetje pitne vode v Ljubljani, kar je izjemno čudno, no, milo rečeno, za neko državo, kjer smo imeli referendum o vodah, pa smo tudi pravico do vode vpisali v ustavo, tako da jaz mislim, da tudi europoslanci bi se mogli vključiti v to bitko, če lahko tako rečem, ker so tukaj tudi evropska sredstva notri in pa seveda, kar pa se tiče same energije, spodbujati predvsem inovacije. Ni nas strah? Kaj je tisto, kar ima Slovenija, ko govorimo o zelenem prehodu, o podnebnih spremembah, pa lahko mi ponudimo Evropi znanje, po drugi strani pa tudi nam to dobro koristi? Kaj bi vi rekli, da naj evropski poslanci zastopajo? Nam precej dobro koristi, da smo majhni, ker manjša skupina se lažje dogovori, čeprav v zadnjem času res ugotavljam, da kljub naši majhnosti smo preveč skregani, oziroma vsak vleče po svoje, kar ni dober recept za uspeh. Kot je kolegica že omenila, v Sloveniji imamo res ogromno dobrih znanstvenikov, ki vlagajo v razvoj. Država pa se včasih do znanosti precej mačehovsko obnaša in je znanost zadnje čase postala sama sebi namen. Tako da imamo dva pola, imamo politiko in imamo znanost, vsak po svoje nekaj dela, pokaže svoje rezultate, ampak neke kohezije, neke spletenosti pa v tem ni. Torej, če bi izkoristili svojo majhnost in to, da pozna vsak znanstvenik vsakega politika, sodelovali in pozabili na čustvene prepire, jaz hočem to, jaz hočem drugo in svoje ege in se zavedali, da v bistvu delamo za našo lastno državo, ki je v končni fazi še vedno zelo zelena in da podpiramo male kmetije, da podpiramo podjetja, ki se razvijajo v Sloveniji, da ne prodajamo vse povprek naše zemlje in naših podjetij, ker tujci žal prišli bodo sem, ne bodo vlagali v slovenska podjetja. Vse, kar prodamo, je izguba. In če bi začeli delovati, oziroma moramo začeti delovati bolj gospodarno z vsemi viri, ki jih imamo ogromno, in izkoristiti vse, kar imamo, znamo ogromno, znanja pa nekako ne implementiramo v samo delovanje in vsakdanji razvoj, bi tudi Slovenija se zelo, zelo dobro lahko postavila v sliko Evropske unije, vendar do tam je zdaj v bistvu samo na nas. Ali bomo premostili naše ovire oziroma naša prepričanja in ego in sodelovali, ali pa enostavno bomo pustili, da nas razgrabijo in propademo. Lucija Karneluti, lani nas je doletela huda ujma, največje poplave v zgodovini naše države. Evropska unija nam je že v novembru potem dala nepovratnih 100 milijonov, ker je pač to del tega solidarnostnega sklada in pokazala, da je tudi to del Evropske unije. Po drugi strani se Evropa bori, da prepriča Evropejce, da se podnebne spremembe vendarle dogajajo. Rekli smo, to so ogromni zneski. Morda zanimiv podatek, Slovenci v povprečju ustvarimo 496 kg odpadkov na prebivalca na leto, kar je seveda ogromno. Kaj torej lahko Slovenec naredi ali pa kaj lahko Slovenija ponudi tisto, da bomo potem kot 9 evropskih poslancev tam nastopali enotno in rekli, mi bi pa tole, to je dobro za Slovenijo. Kaj imamo? Mislim, da Slovenija že kot sama, že zaradi svojih naravnih danosti predstavlja v Evropi nek standard, ki nam ga lahko mnogi zavidajo. Naj se to tudi tiče, glede naše, kolegice so že omenile, pravice do čiste vode, pravice do čistega okolja. To je privilegij in luksus, ki ga večina držav na tem svetu nima. In sem zelo vesela, da smo na tej temi enotni. Tudi jaz sem si prva zapisala dol naš bazen raziskovalcev, intelektualcev in inovacij, ki mislim, da je v Sloveniji res neverjeten, ne izkoriščamo ga toliko, kolikor bi ga mogli. Mislim, da je tukaj veliko priložnosti za sodelovanje med drugimi državami, moramo pa poskrbeti, da te naši raziskovalci in inovatorji ne bodo odšli ven iz Slovenije. Torej, moramo poskrbeti za neko sodelovanje med ostalimi državami, pa hkrati tudi poskrbeti, da bojo pogoji v Sloveniji dobri, da lahko skupaj tudi skrbimo za čisto okolje in ga še bolj spoštujemo kot ga. Hkrati se mi pa zdi, da moramo tudi poskrbeti za naše od kmetov in ostalih to, da se slovensko mleko masovno izvaža v Italijo in podobno. Mislim, da moramo tudi gledati seveda na samozadostnost, ampak biti tudi solidarni z ostalimi državami.
Gospod Klemen Grošelj, bili ste evropski poslanec, veliko se je tudi naš komisar kar naenkrat začel ukvarjati s posledicami podnebnih sprememb. O milijardnih zneskih govorimo, ko gre za izgubo zaradi le-teh. Kaj pa lahko mala Slovenija ponudi oziroma za katere stvari se lahko evropski poslanci zavzemate v Evropskem parlamentu, pa bodo koristili tudi navadnemu državljanu tukaj? Zdaj, če ste že ravno omenili krizno upravljanje, Slovenija lahko ponudi Evropi odličen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kar smo že večkrat dokazali, in tukaj imamo ogromno izkušenj in naši ljudje lahko to pokažejo in demonstrirajo in pomagajo tudi na evropski ravni in nekateri to že počno. Tisto, kar je največja, bom rekel, vrednost Slovenije, so pravzaprav ljudi in tukaj ljudje in v to je treba vlagati, v njihove kompetence in znanje. Slovenija ima ogromno podjetij, malih podjetij, ki so bila vir pomembnih tehnologij, ki so danes del tudi kitajske industrije, nažalost. Slovenija lahko tukaj samo politiko, bom jaz rekel, nekega odpiranja in pa bom rekel krepitve. Za Slovenijo je zelo pomembno ta notranji trg. Ta notranji trg se mora še bolj odpreti. Zdaj tukaj je to poročilo, Letijevo poročilo, ki govori o tem, kakšne so ovire, in jaz mislim, da Slovenija lahko tukaj za neko odprto politiko naredi veliko. Imamo dobro, kot je bilo že omenjeno, znanstveno-raziskovalno skupnost. Težava je zdaj ta prenos tehnologij iz raziskovalnega da se pretvorijo v inovacije. In pa Slovenija ima tudi dobro, bom jaz rekel, prakso na področju varovanja okolja, kjer tudi lahko marsikaj povemo o Evropi. Predvsem bi si pa jaz želel, da se v Sloveniji na neki točki začnemo pogovarjati in dogovarjati, kaj so naše strateške priložnosti v tem danem evropskem okviru, ker zeleni prehod ponuja ogromno priložnosti. In Slovenija lahko kot majhna država in relativno homogena družba tukaj naredi zelo velik izkoristek oziroma izrabi zelo veliko priložnosti. Jaz mislim, da znanje imamo, pogoje tudi, zdaj samo tisto, kar nam manjka, je neka resna politična in širša družbena odločitev, da gremo v to, in tukaj se pa to pač odraža tudi pri tem umeščanju v prostor za raznih projektov. Mislim, da tukaj moramo predvsem graditi, da bo ljudje začeli zaupati, ker te težave so v veliki meri, pa tudi moja osebna izkušnja v stiki z ljudmi, posledica določenih slabih izkušenj iz preteklosti. In tukaj bi, mislim, da morali narediti največ. Gospod Klemen Belhar, dobro iztočnico je dal predhodnik, neka homogena država, imamo veliko za ponuditi. Kaj je torej tisto, kjer pa lahko Slovenija zelo s primerom odigra ključno vlogo in pokaže, lejte, saj mi pa znamo tudi, ko govorimo o zelenem prehodu, nekaj narediti in pripeljati nekaj denarja seveda k nam v Slovenijo? Jaz bi si želel enotnost poslancev v Evropskem parlamentu slovenskih na 3 ključnih področjih. Prvo, kar mi pade na pamet, ves čas, ko sprašujete, so tehnologije povezane z lesom. Mi smo zelo gozdnata država in trenutno z lesom ne upravljamo dobro, zlasti zaradi težav z žagami, še posebej z avstrijskimi žagami. In tukaj je nek interes, ki ga moramo uveljaviti, in ne bom šel v to preveč globoko. Drugo, imamo izvrstno gospodarsko lego za logistiko. Na tem precej delamo, imamo Luko Koper in posodabljamo železnico. Ampak s temi železnicami zares zamujamo. Želel bi si, da vzpostavimo neko koalicijo, kjer v Evropi lahko dosežemo nekaj več vlaganj v železnico, zlasti za transport stvari iz Luke Koper. To je naš jasen poslovni interes, ki je tudi zelen, če hočete. In tretja stvar, enaka odlična geografska lega je zato, da gradimo večjo povezanost na energetskem področju. Mi smo zelo povezani, ampak ne obstaja še jasna Evropska energetska unija. To je tudi naš interes. To je neskončno ceneje kot graditi nuklearko. Na ta način mi elektriko lahko prodajamo, kupujemo in z njo preživimo. Zgolj z našo lego. In mislim, da tu bi se morali poenotiti in morda od tega niti nismo tako daleč. Hvala lepa vsem za obisk v tem studiu in hvala vam, da ste izpostavili les. Tega sem iskal v tem zadnjem krogu, kajti lesa imamo ogromno, znamo graditi vrhunske hiše, vrtce pa se delamo, kot da
tega nimamo, a ne, pa se potem pogovarjamo, zdaj lahko kurimo ali ne, pa lahko, pa v sekancih, ampak to je tisto, kar Slovenija lahko ponudi znanje, kar se tiče lesa in pa seveda vseh teh strokovnjakov in tehnologij. Hvala za obisk v studiu, lahko se ne strinjamo, lahko ne verjamemo, kakorkoli že, ampak dejstvo je, da ko pogledamo skozi okno sredi poletja, nam je pa prekleto bolj vroče kot včasih in tudi vodostaje. Temu zagotovo verjamemo, da ne zaključimo zdaj res. Vodostaje rek so tudi nizki in treba bo hitreje najti rešitve, kot čakati na 2,40. Hvala. In hvala vam, da ste bili z nami v tem podcastu, v tem soočenju o klimatskih spremembah in o zelenem prehodu. To je nekaj, kar si Evropa želi, to je nekaj, kar Evropa potrebuje in v kar tudi vlaga ogromno denarja in v resnici je to tudi verjetno eden izmed pravih načinov, če se želimo boljšo prihodnost za nas vse. Hvala, do naslednjič.